smo tik pred referendumom o noveli zakona o vodah, ki bi se ga moral udeležiti prav vsak ozaveščen Slovenec in glasovati proti. Zakaj? Med drugim zato, ker je resorno ministrstvo za pripravo zakonodajnih novosti in za svetovanje najela pravnike, ki sicer svetujejo onesnaževalcem. Vemo, da če bodo te spremembe v resnici zaživele, zelena Slovenija kmalu ne bo več tako zelena, kot je danes. Pa tudi danes so voda, narava in tudi zdravje ljudi marsikje že močno ogroženi na račun industrije, ki onesnažuje okolje. To potrjuje tudi vaša izkušnja, dolgoletni boj, dolgoletni trud, da bi deaktivirali ekološko bombo v Lazah. Kaj vam je ta izkušnja prinesla, kako lahko to izkušnjo implicirate tudi na sedanji problem, na bližajoči se referendum? Iz mojega stališča osebnega je bilo teh 15 let, 17 let, odkar se tole v Lazah borimo za tisto, kar je najbolj svetega in kar ne bi bilo stvar prodaje. Že vrsto let se borimo. Kar se tiče samega zakona, bi pa samo tole povedal, da se je zakon že spolitiziral, da veliko ljudi niti ne prebere vsebine zakona in pa da tudi okoljevarstvene organizacije, civilne iniciative in tako naprej presojajo ta zakon po politični pripadnosti in tistemu, kar sploh ne bi smelo biti del tega zakona. Vemo, da zakon o vodah ni bil idealen, da vsi vemo za Magno, vsi vemo za vmešavanje iste politike, ki še sedaj na oblasti, sicer pod drugo barvo. Vsi vemo za grožnje, ki smo jih doživljali kot člani upravnih odborov društev, ki smo se pritožili. Vsi vemo za to, da si je politika uzurpirala naravo, da je mogoče to tisti edini košček naše družbe, ki še ni razprodan, kjer je relativno bilo dobro urejeno, zadeva pa je danes puščava na tem področju. Res, da skuša ta zakon pod krinko, sprememba tega zakona 37. členom, pod krinko urejanja prostora, vodotokov, protipoplavne zaščite in tako naprej. Zadeve urediti, ampak urejajo pa na zelo neroden način in zelo, bi rekel, protinaraven način. To niso celostne odločitve, to niso trajnostne odločitve, ki jih zmorejo samo ljudje, ki so ozaveščeni, ampak so to odločitve državnih organov v sestavi, ki samo svoje pristojnosti iz višjih sfer na občinske prestavljajo in odločitve tako prepuščajo občinski politiki. Lep primer, kaj se zgodi, ko občinska politika zagrabi urejanje tako imenovane industrijske cone, so pa Laze. Reke potrebujejo svoj prostor, potočki potrebujejo svoj prostor in ko jim ga vzamejo, se zgodi to, kar se je zgodilo v Lazah. Tukaj so avtohtone živalske vrste, kot so veliki studenčar, navadni koščak in tako naprej, iztrebljene. Zdaj pa ljudje čakamo, kdo je naslednji v vrsti. Smo to morda mi, stanovalci tukaj ob Lazah, so to stanovalci v Lazah, ki so večne žrtve Tihe. So to morda naslednje živalske vrste, habitati. Vse to je prepuščeno politiki s tem zakonom, ki je zmanjšalo priobalni pas iz 15 metrov oziroma 5 metrov, tukaj le celo na 0 metrov. Kot pravite, biodiverziteta je uničena, voda tukaj je povsem onesnažena, tako rekoč v kaskadnem dogajanju, zaporednem dogajanju zastrupljena
in ljudje, domačini na tem koncu so izpostavljeni resnim zdravstvenim tveganjem, kar se kaže tako v porastu demence, rakavih obolenj, respiratornih obolenj. Zato toliko bolj boli to, da ne občinske strukture, niti odgovorne institucije, ki bi morale skrbeti za varnost okolja in s tem seveda za varnost in zdravje ljudi, nikakor ne ukrepajo tako, kot bi morali. Teh občinskih struktur Mestne občine Kranj ne zanima ravno zdravstveno stanje teh ljudi. Zanima jih paragraf, zanima jih to, kar minimalni standardi, kot sami pravijo, za te ljudi. Toliko, da ljudje lahko živijo, pa ne umrejo. Kar se pa tiče habitatov, pa to ni njihova skrb. Kar se tiče nadzora nad industrijskimi deležniki, to ni njihova skrb. Kar se tiče dovoljenj, to ni njihova skrb. V resnici ne pomagajo k nekemu razvoju, ki bi bil zelen, ki bi bil trajnosten, ampak gre tu za zaslužke. Nehajmo se slepiti, tukaj gre za zaslužke in tukaj gre za lonček, ki ga predstavljajo vse stranke, tiste, ki so za zakon danes in tiste, ki so proti zakonu. In tukaj gre za velike stvari, kar se tiče kapitala. Za tiste največje stvari, ki so pa milijonkrat močnejše, pa važnejše, bolj važne za ljudi, tukaj pa se očitno kratkoročni interes ne zmeni in tukaj pa seveda potrebno več truda. Te ljudje so ostali sami tukaj, prav tako smo sami ostali tisti okoljevarstveniki, ki se s tem, ki smo zadnji odvetniki te narave, te čudovite, unikatne oaze, bi rekel, v industrializiranem svetu. Zato se praktično nihče ne zmeni več, ker pač finančni interes je interes moči in ljudje žal presojajo zadeve tudi po tej logiki. To, kar bomo pa zapustili za namcem, pa očitno nikogar več ne briga, niti nismo iskreni v teh svojih prizadevanjih. Mnogi nam očitajo, da pač nismo uspeli, da nismo uspeli ozavestiti ljudi, da nismo uspeli ozavestiti neke politike, ampak politika rešuje te naravna bogatstva s tistim, kar je del problema in ne more biti del rešitve. Politika sama je del problema in pristavlja svoj piskrček, kjer je le mogoče. Politika ustvarja, tako si vsaj misli, delovna mesta in za ta delovna mesta žrtvuje karkoli. Če tudi so to človeška življenja, zdravje, če tudi so to živalske vrste, če tudi so to zaščitena okolja, kot je tole, Natura 2000, ki nikdar ne bi smeli žrtvovane biti na prangerju našega razvoja. Zato lahko rečemo, kdaj, če ne zdaj. Kdaj, če ne zdaj, bi se morali zganiti vsi in pokazati, da nam je mar za našo prihodnost, da nam je mar za prihodnost naših zanamcev, ki ne bo lepa, če bodo primorani živeti v nekako zaradi kapitalskih interesov in politične brezbrižnosti uničeni naravi v okolju, ki jim ne bo prineslo veliko lepega. Danes ga še imamo. Kako bo s tem jutri? To vprašanje je pretežko v tem trenutku zame. To vprašanje je naslovljeno na vse nas. Okoljevarstveniki smo daleč prešibki, da bi zmogli ustaviti ta valar, ki se tukaj vali recimo samo v Lazah. In če ne bo bistvenega zelenega preboja v glavah vseh nas, potem ne bo preboja in bomo mi zapravili v nekaj letih, kar še imamo. Ta
sprememba zakona je sprememba, ki gre iz slabega na slabše, ki tiste zadeve, ki so slabe v zakonu o vodah, naprimer vpliv politike, še poslabšuje, ker v resnici je ta vpliv politike zdaj še večji in bolj zakrit. Tukaj lahko nastanejo danes, če bomo vsi skupaj sprejeli ta zakon, ne le z referendumom, ki morda ne bo uspel, ampak tudi, če ne bomo sprožili ustavne presoje, ki bi bila mogoče bolj smiselna, tega zakona bomo tukaj imeli v nekaj letih podobno stanje, kot je danes v Avstriji, kjer niso uspeli se ubraniti pri tem kapitalskim interesom, občinskih struktur, zasebnih struktur in so pozidali, kar je bilo pozidati mogoče. Danes sicer lahko to upravičujemo kot neko protipoplavno zaščito, ampak kako to protipoplavna zaščita izgleda, vidimo iz nekaterih primerov. Pri nas, naprimer v Loki, je Sotočje zdaj le na udaru. Tam bojo naredili sicer protipoplavno zaščito, zato počrpali evropska sredstva, to je pač bistveni del tega. To, da bojo pa posekali zraven lipe, pa so le stara drevesa, pa ne zanima nikogar. Torej, o tem naj bi, če bomo to pustili, bo odločala v prihodnje lokalna politika. Do danes so v izjemah v zakonu so odločali le organi v sestavi. Naprimer Direkcija za vode, tukaj imamo, ki je dala vodovarstvena soglasja, o tem je odločal Arso, ki je dajalo soglasja tam, kar absolutno ne bi smelo, in nekaj primerov imamo tudi tukaj v Lazah. Tukaj recimo deluje ena največjih zasebnih livarn v Sloveniji, ki je nedopustno nastala na najbolj zaščitenem delu Slovenije. Direkcija za vode recimo pa še danes daje soglasje kot primer, da bi lahko ta obrat naredil novo napravo, tako da bi odpadno vodo, meteorno mešano z manipulativnimi vodami, da bi lahko spuščal v ponikalnico. Mirno so to na Arsu požegnali, mirno so to tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje požegnali, so pa po pritožbi Alpe Adrie Green to zavrnili tako Lovska zveza Slovenije kot Zavod za gozdove, kot Zavod za varstvo narave, ki so z argumenti okoljevarstvenimi dosegli, da pač mora ta obrat pridobiti okoljevarstveno soglasje. Toliko o velikih besedah, kako so te odločevalci, bi rekel, kompetentni za izdajanje takih primerov. O tem se lahko vsak prepriča, ne s političnimi pamfleti, ampak to so javno dostopni podatki, to so podatki objavljeni na strani civilne iniciative za zeleno stražišče in to so podatki objavljeni na Alpe Adria Green, Društvu za zaščito narave. Kar se tiče velikih pritiskov, je pa očitno, da je tukaj interes kapitala zelo močen. Pač v tem svetu, ki ga živimo, je popolnoma nepomemben posameznik človek, ampak je pomemben zgolj profit. Zgolj profit in to je še, bi rekel, edini neizkoriščen del ali neizkoriščen del naše družbe, ki je naše narave, ki smo ga do zdaj, kakor smo znali in mogli, še ohranili. Kaj bomo pa ohranili našim zanamcem, me pa zelo skrbi. Me pa zelo skrbi, ker naš primer v Lazah je pokazal, da smo bili potlačeni, da v resnici nas ni podprla
nobena politika, mogoče sem ter tja kakšna lokalna, ki se res zavzema za ohranitev tega dela, ampak drugače na videz sprti politiki se pa v enem združijo, ko je treba naravi kaj vzeti, ko je treba pa naravi kaj dati, ko je treba obraniti naravo, takrat smo pa sami na teh okopih. Tako, in to je zelo boleč primer, s katerim pa v bistvu zelo jasno ponazarjate, kaj lahko pričakujemo v prihodnje, ne le v Lazah, ampak kjerkoli po Sloveniji, ko bodo vodotoki ob industriji, ki izpušča strupene odplake, obarvani vijoličasto, srebrno, črno, ko bodo ljudje zbolevali za hudimi, težkimi boleznimi, politika pa se bo še naprej obračala stran. Zato bi vas vprašala, kaj konkretno polagate na srce vsakomur, ki je morda še v dilemi, ali bi se udeležil nedeljskega referenduma ali ne. Vabim, da se pač udeleži. Nikogar ne promoviram, nobene politične opcije. Videli smo, kaj je politika naredila v kompletu in složno tej naravi. Želim le nekaj, da se ljudje ne odločajo projekt kontra političnim opcijam. To je del problema, a ne, s tem ga bojo povečali, če se bojo tako odločali. Tudi mednarodno društvo Alpe Adria Green se ni opredelilo do spolitiziranega problema, ampak je vsakmu položilo na vest, da se sam odloča o tem, kako bo podprl. In tudi, če se odločajo za, pa če imajo za to argumente, za spremembo zakona, to treba spoštovati, to je demokracija. Če se pa odločajo na osnovi tega, kaj je kdo kdaj storil v tej državi ali celo nekih družbenih razprtij, smo pa uspeli narediti to, da bomo Slovence na prav faktorje razdelili in je tale biser, ta košček, ta pljuča Kranja je zavedno izgubljen v tem primeru. Tukaj imamo vodovarstvena območja, naprimer, ki jih pač nismo uspeli zadržati. To je rezervni vir pitne vode, nekoč bil za Škofjo Loko, danes je to sicer po zaslugi okoljevarstvenikov zavarovano območje, več ali manj direkcije pa še vedno odločajo, kakor odločajo. Rešitve, ki jih predlagajo občinske strukture, so polovične, so komaj zadostne in niso celostne. Tisto prav korak bi pa lahko naredili tako, da bi pač odmaknili politiko od odločanja o teh največjih naravnih bogatstvih in stroko pripeljali na pravo mesto. Ne mislim tukaj na te direkcije, ki odločajo iz pisarne, ampak tiste prave, ki jih poznamo v Evropi, prave agencije, ki so neodvisne, ki upoštevajo Aarhuško konvencijo, ki upoštevajo okoljevarstvene argumente in ki to kot postulat postavljajo. Želel bi recimo, da sledimo zgledu Bavarske, ker je ta zaščiteni pas 100-metrski, vem, da je to danes iluzija v teh razmerah, vem, da je naša država v neprijemnem ekonomskem položaju, da je razvoj samo tudi zelena industrija, tudi zeleni turizem prinaša denarje in predvsem voda, ki jo ne znamo prodati, ki jo ne znamo les, ki ga ne znamo predelati in pošteno odvrednotiti. Vse to prinaša bogatstvo. Slovenija je bogata, kar se tiče naravnih bogastev. Bogata je z mlakami, mokrišči, ki vse te naše grehe filtrira. Temu je namenjen priobalni pas. To bi rad sporočil. Priobalni pas je nek naraven filter, ki vpliva na kakovost podtalnice. Če ga pustimo pri miru, se lahko ta filter razvije,
po naravni poti, če ne se bo zabasal, tako kot se zabasi še filter na avtomobilu. In potem, kaj ostane? Ostane nam onesnažene reke, onesnažene obale, ostane nam smetišče industrije, kot je tukaj v Lazah in kot je cel Kranj trenutno, ki nima urejene industrijske cone niti ene. Ostanejo nam kupi smeti, kot je tukaj v Lazah, ostanejo nam spomeniki preteklih blue chipov, ki jih zdaj tukaj le plačujemo, zakopanimi sodovi bivših velikih tovarn in slavnih. In ostane nam neodgovornost teh ljudi, ki bi morali biti za to odgovorni in ki bi morali biti odgovorni tudi za bodoče generacije.